Grafoskop. Premisleki o kulturno-umetnostni vzgoji. Doktorica Maja Simoneti, krajinska arhitektka, prostorska načrtovalka in urbanistka, se je na letošnjem kulturnem bazarju aprila v Cankarjevem domu skozi predavanje Dostopnost kot kulturna norma in izziv spraševala, kakšna je lahko vloga posameznika in skupnosti pri uveljavljanju kulturne dostopnosti. Pa tudi o tem, na kakšen način lahko šolsko okolje prispeva k razvoju znanja in veščin za uveljavljanje dostopnosti v praksi. V tokratnem grafoskopu, ki sem ga zasnoval Klemen Markovčič, v poslušanje ponujamo omenjeno predavanje, s tem pa odtenkom in premenam dostopnosti dajemo prostor razmisleka. Za začetek mogoče, in se mi zdi, da je dobro začeti s tem, ne vem, koliko ste že danes slišali o tem in se opravičujem, če se ponavljam, ampak kako se sploh pojavil fenomen dostopnosti, odkot izvira, komu je potreben, iz česa se pravzaprav porodi ta zgodba in seveda tukaj je treba priti takoj na v bistvu potrebe ljudi, ki so invalidni. Invalidi so tisti, ki nekako so v ozadju najmočnejša skupina interesna za to, da se okolje prilagodi njihovim posebnim potrebam. Dejstvo pa je, da je invalidov, ki so fizično ovirani in tudi senzorno in tudi kognitivno samih po sebi premalo bilo v preteklosti, da bi se zelo visoko plasiral ta vidik urejanja prostora ali pa tudi gradnje, če hočete, med vse ostale vidike in potrebe. Zakaj to govorim? Zato, ker šele po drugi svetovni vojni v 70-ih postane v bistvu vprašanje dostopnosti in zagotavljanja enakovrednih možnosti za samostojno, neodvisno življenje, vprašanje človekovih pravic, vprašanje posebne konvencije o pravicah invalidov in tudi potem tega, bom rekla, večnivojskega, se pravi mednarodnega in tudi potem sistemskega pritiska na nacionalnih ravneh, da se začne upoštevati te potrebe in prilagajati tako okolje kot zgradbe potrebam ljudi, ki živijo z različnimi vrstami oviranosti. Treba je biti tukaj tudi toliko pošten, da vemo, da v resnici ta kohorta prebivalcev v resnici strmo narašča. Razvoj zdravstva in hkrati staranje družbe povečuje število ljudi, ki se znajdejo v nekem določenem časovnem obdobju z neko vrsto oviranosti. Niso nujno handicapped, pa nimajo nujno potrdila, da so invalidi. Invalidi so osebe, v šolstvu to poznate, ki imajo posebno potrdilo, da imajo posebne potrebe. Obstaja cel spekter, velikansko število ljudi, ki nikoli nimajo takega potrdila. Živijo brez tega med nami, ampak imajo neke vrste oviranosti pri tem, kako lahko dostopajo do stavb, ker so ali fizično ovirani, ali slabo slišijo, slabo vidijo, ali tudi imajo spoznavno, na primer, omejene možnosti. To je lahko trajna zadeva, trajno stanje ali pa tudi začasno. Vsi, ki doživijo kdaj težje nesreče, težje bolezni z takimi posledicami, ki vplivajo na naše sposobnosti, so pravzaprav začasno se pridružujejo tej veliki skupini. Njihov glas je bistveno manj slišan, oni so bistveno manj upoštevani in seveda to pomeni tudi bistveno manjši pritisk na odločanje o tem, kako ravnamo s prostorom in kako ga urejamo. Ker pa se ta kohorta res zelo hitro v zadnjem času povečuje, se pravzaprav ves čas nekako prenavljajo te zgodbe in se od tega zelo, bom rekla, preproste, trde retorike, da govorimo o invalidih in o njihovih potrebah, premikamo in govorimo o dostopnosti, o univerzalni dostopnosti, o vključujočem načrtovanju. Kot vidite, z besedami se pravzaprav umikamo stran iz tega neposrednega dejstva in skušamo nekako ustvariti vtis, da gre za neko dejavnost, ki je tako družbeno, skrbstveno naravnana in bo pomagala nam živeti skupaj. Ampak zelo dobro je, da ta okvir poznamo, da razumemo, zato ker ko enkrat to nekako spoznamo, lažje razumemo svojo vlogo tudi v zagotavljanju enakovrednih možnosti. Lažje vidimo tiste, ki potrebujejo pomoč, lažje pomagamo prilagoditi, ker seveda zelo velik delež potreb
teh oseb se pravzaprav rešuje na dnevni, vsakdanji ravni z tistimi, ki z njimi živijo ali pa ki z njimi prihajajo v redne stike. Kar je treba vedeti, zakaj se svet ukvarja na tako visoki ravni od Združenih narodov navzdol in v velike širine, je tudi to, da so seveda ljudje, ki imajo take in drugačne vrste oviranosti v specifičnih ekonomskih položajih, v specifičnih, sprav bistveno bolj so revni, bistveno manj jih je delovno aktivnih in bistveno bolj so osamljeni in pravzaprav družbeno zapostavljeni, odrinjeni na rob. Tako da to, da ne morejo skozi glavni vhod v galerijo ali pa da ne morejo sploh v neko šolo, ki so si jo izbrali, ker ni prilagojena, so samo eni vidiki te tako zelo najbolj očitni. Obstaja pa mnoštvo teh, ki jih družba ne vidi, to vidimo, pridemo z vozičkom, z majhnim otrokom, pa vidimo, da ne moramo noter, razumemo, kako se počuti nekdo na invalidskem vozičku, ali pa mogoče razumemo. Medtem ko številnih situacij, v katerih ti ljudje živijo, pa pravzaprav ne poznamo. Zato je to pomembno, da obstajajo neki predpisi in pristopi, ki probajo to imponirati in opozarjati, da se na to ves čas in vedno misli. Tako zdaj, ta zgodba, kdo potrebuje dostopnost, je takale. Približno 16% svetovne populacije pade v to kategorijo očitnih, zaznavnih, se pravi takih, ki se jih da zabeležiti. In na ravni Evropske unije je situacija taka, da je pravzaprav še nekoliko slabša slika in v Sloveniji je tudi kar precej slaba slika. Kaj to pomeni, seveda se vsi veste, Evropa in Slovenija z njo se hitro stara in ta starostna kohorta prispeva k tem, ki jih pač zdravstvene statistike že štejejo med ljudi, ki živijo s takimi ali pa drugačnimi oviranostmi. Oviranost je že to, če imate palci se veste, sledi hojca, dostikrat pa tudi invalidski voziček in to vse zahteva čisto drugačne dimenzije prostora, drugačne tlakovanja, drugačne prehajanja med nivoji in podobno. Da sploh ne govorim o senzornih oviranostih, ki so bistveno manj upoštevane in se jih slabše zavedamo. In naprimer izguba sluha velja za največji kritični faktor za razvoj demence, zato ker toliko ljudi ne zna z ljudmi, ki ne slišijo, komunicirati. Ljudje imajo pri nas še vedno naprimer tudi predsodke pred slušnimi aparati, se pravi se ne opremijo, da bi še dobro slišali. In to pomeni, da se odtegnejo iz družbenega okolja in v bistvu zdrsijo najprej v osamo, potem pa tudi v demenco. Kognitivne funkcije začnejo popuščati, ker ni dovolj stimulacije, ker vsak pogovor tako je stimulacija. In to so v bistvu pomembne stvari, zato ker pač tukaj to so zgodbe, ki jih lahko nabirate, če se s tem ukvarjate. Ogromen pomeni, da to nekdo naprimer v enem domu za starejše ve, da razume. In da nekdo se nauči kretati in da nekdo se trudi okrog ljudi, ki ne slišijo, da ne dovolj, da se omaknejo na rob, ampak da se temu posveča. Ampak vsekakor v Evropi velja, da je približno 1/5 prebivalcev stalno oviranih, vsaj še enkrat toliko pa naj bi jih bilo začasno, se pravi v različnih življenjskih obdobjih zaradi takih ali pa drugačnih razlogov. In kot rečeno, ta velika tveganja za ekonomsko, mislim, za revščino, za nizko stopnjo zaposlenosti in izključenost, kar vse pač vodi v neke odvisnosti, če si pa sam pa seveda zelo ogrozi tvoj obstoj. In zdaj iz tega koncepta invalidnosti, kot skratka obstajajo neki kriteriji, po katerih nekdo razglašen za invalidno osebo in invalidov, ki se v veliki meri povezujejo po eni strani z industrijskim razvojem, po drugi strani pa jasno z obema vojnama, te kohorte tako naraščajo naprimer v Evropi, se zdaj potem premikamo k neki tej kulturi dostopnosti, kjer skušamo po eni strani razumeti te največje oviranosti ali pa najhujše oblike in razumeti, da je zelo blizu potrebam enega človeka v invalidskem vozičku, naprimer nekdo, ki ima majhnega otroka v vozičku. Tudi on je neokreten, tudi on ima voziček, mora pripeljati, tudi on se mora pravzaprav znajti na teh istih prelomnih točkah v prostoru in mu je težko. Tako, kar naenkrat vidimo, da se dve, naprimer najbolj vitalna skupina družine ali pa posamezniki z majhnimi otroci, pa ljudje, ki imajo težje življenjske zgodbe, skratka, ki živijo z oviranostmi, znajdejo na isti točki. Njihov interes je skupen. Interes, da družba sliši, da investitorji slišijo, da javne oblasti slišijo, da je javni prostor dostopen, da so objekti dostopni
in da so tudi informacije dostopne. Tako da to je zelo dobro imeti tako, bom rekla, v vidu in upoštevati, ne. In tlele sem dala samo 2 dokumenta, ki se mi zdita fina, ker ta evropski ta neka strategija za dostopnost je rekla, da bojo do leta 2010 v Evropi vse javne stavbe dostopne. Mi smo takrat 2010 eno nalogo delali in jaz se spomnim, da je mene to strašno presunilo, ker v Sloveniji sploh vedeli nismo, da obstaja taka strategija. Kaj šele, da bi se kdo sistematično ukvarjal s tem, da bi javne stavbe postale dostopne, da bi se sploh pogovarjali o tem, kaj so zdaj javne stavbe, katere javne stavbe so tiste stavbe, ki so v javni rabi in torej morajo na primer po takem dokumentu skupnem evropskem ustrezati. Imamo pa zdaj tudi ta zakon o izenačevanju pravic invalidnih oseb, ki je pa tudi pravi, da je treba do junija 2025, se pravi tudi do enega datuma, ki smo ga že prešli, zagotoviti dostopnost stavb, ki so v javni rabi in v katerih so programi javnega pomena in bi morali imeti mi vsi enakovredno možnost, da jih dosežemo. Zakaj hočemo to videti, zakaj hočemo to gledati? Zato, ker je v bistvu 50-70 let prizadevanj še zmeraj neučinkovitih, ker je v resnici odstopanje od nekih ustaljenih norm, kako načrtujemo prostor, tako zahtevno in finančno in tudi očitno miselno, da se preprosto skušamo temu izogniti. In to vsi po spisku, zasebni investitorji in javni investitorji. Tako na nek način slaba je ta slika in zato hočemo vsi to razumeti in nekako videti, kako lahko prispevamo, da bi se ta slika pravzaprav spremenila in nam izboljšala pogoje. Zdaj, te podatki so tukaj zdaj še enkrat ponovljeni, malo drugačni so tukaj, vidite predvsem to, kako Slovenija odstopa od povprečja v smislu tega, koliko je starejših od 16 let, se pravi, smo zelo visok na evropski ravni, In potem so tukaj še dodatno potem še enkrat te omembe tega, katere bom rekla, oviranosti so boljše ali pa slabše upoštevane. V Sloveniji je mogoče, pač po eni strani so invalidi dosti dobro organizirani in je na tej ravni kar veliko akcij, potem so tukaj slepi in slabovidni, ki imajo tudi kar dobro, bom rekla, eno tako mrežo in so tudi organizirani in tudi kar dobro delajo v javnem prostoru. Še največji problem je v bistvu slaboslišnost. Te kognitivne težave so pa zelo slabo upoštevane in šele zdaj v zadnjih mogoče 10 letih, 5 se po covidu se tudi v bistvu s tem več ukvarjamo. Kaj to pomeni za rabo prostora in kako priti nasproti tem potrebam populacije. Ampak predvsem je napredek kljub temu nekem konsenzu, da gre za človekove pravice, če hočete tudi otrokove pravice, posebej so otroci invalidi naslovljeni, zelo počasi napredujemo. Zdaj, in kot rečeno, govorimo ne več samo o dostopnem, ampak naprimer o univerzalno uporabnem okolju oziroma univerzalno oblikovanem. Kaj hočemo s tem povedati? To kohorto posebnih potreb skušamo pritakniti našim potrebam nas zdravih posameznikov in reči, da je to, zdaj bo pa pač v redu. Vsi, ki se kdajkoli ukvarjate s kakšnim rabo prostora, točno veste, da že tudi tisti, ki smo zdravi, nismo enaki. Da pač nekdo zmore zelo, visok korak čez veliko stopnico, nekdo ne zmore tega, pa je zdrav drugače. Samo pač njegova fizika je taka in telo je tako, da pač nekaj ne gre. Tako da v resnici so razlike med nami bistveno večje. Zadnjih par let se tudi veliko govori o tem, kako so velike razlike naprimer med moškimi in ženskimi uporabniki. Ne govorim po starosti, ampak po spolu. Psihologija ženske, kako ženska uporablja prostor, kako ga čuti, kdaj je ona v prometu prisotna, na kakšen način je prisotna, kako je otovorjena, če hočete, koga spremlja, s kom živi, kako potuje, je popolnoma drugačna pravzaprav od tega, kar počne moški. Moški je čisto drugačen potnik, drugačen uporabnik javnega prostora, manj odvisen od dobre osvetljenosti, manj odvisen od dobrega vzdrževanja in manj odvisen od javnega prometa ali pa teh elementov, ki ženske bolj prizadevajo. Tako da po eni strani je ta govor o univerzalnem in vključujočem načrtovanju fajn, po drugi strani pa moramo biti vedno previdni in vsako situacijo pravzaprav presojati in skušati res vedno misliti na najšibkejši člen in iz tega pol izhajamo. In ko govorimo o tem najšibkejšem členu, smo hitro pri otrocih.
Otroci, otrok od majhnega naprej pravzaprav ima zelo veliko potreb, ki so podobne ljudem, ki živijo s kakšno oviranostjo. Tudi oni so fizično drugačni, tudi za njih pravzaprav življenjsko okolje ni prilagojeno, rabijo spremstvo dostkrat, marsikam ne morejo ali ne smejo ali ne morejo, marsičesa ne razumejo, ker ni povedano na način, ki so ga navajeni ali pa ki ga znajo, sploh zmorejo razumeti in tako naprej. In v urejanju prostora je pomembno vedeti še to, da se po eni strani ukvarjamo z dostopnostjo na zelo strateški ravni, se pravi na ravni prostorskega načrtovanja in na ravni razdalj, poti, oddaljenosti do prostorov, ki jih ljudje, ki živimo tako in drugače, potrebujemo. Govorimo o razdaljah do storitev, do družbenih dejavnosti, do javnega prostora in o razmerjih med temi dejavnostmi. In pri projektiranju, se pravi pri konkretnem oblikovanju prostora, pa govorimo o tistih značilnostih prostora, ki zagotavljajo to udobno rabo in enakovredno rabo. In pri vzdrževanju prostora praviloma ne govorimo o osebah z oviranostmi in vendar so one tiste, ki lahko velikokrat pravzaprav so dodatno ovirane, če ne skrbimo za to. Ena takih tipičnih stvari je na primer porivanje snega na površine, ki so namenjene pešcem ali pa na primer seveda poleg njim tudi vsem tistim, ki hodijo z raznimi drugimi pomagali in so v prostoru pešca. Te površine so pogosto zasedene in v resnici imajo oni pol težave. Pogosto so zasedene s takimi in drugačnimi ali tehničnimi napravami ali vozili ali tudi snegom, parkirni prostori za invalide. Tudi to se na primer v obcestnem prostoru se parkirnega prostora, ki ga je treba plačati, ne zasede s temi stvarmi, ampak se zasede tega, ki je namenjen invalidom, ker pač nekdo ocenjuje, da je to manj pomembno in da vendar vidi, da je velikokrat nezasedeno. Se pravi, je na razpolago za neko sekundarno rabo. Tako da to so ene taki momenti, ki kažejo na to, da pravzaprav število tistih, ki imajo vpliv na to, kako je prostor dostopen, koliko je uporaben in kako dobro se v njem počutimo, je pravzaprav izjemno veliko. In sami si lahko predstavljate, ko zdaj malo to sliko vidite, da tukaj ne more biti enega zakona ali pa enega pravila ali pa nečesa, kar bi preprosto delovali zato, da bi bil prostor res, bom rekla, enakovredno uporaben. In kot rečeno, obstaja more dokumentov tudi pri nas, tudi v slovenščini, ki po eni strani na tej obvezni, zakonodajni, normirani ravni pričakujejo, da se bo projektiralo pravilno, pričakuje se tudi, da bo priporočilna raven delovala, se pravi, obstajajo priročniki in priporočila. Vse nekako v tem smislu, da bi razumeli, kako zelo pomembno je. Standardi, predpisi in zaveze na mednarodni in domači ravni. Kako se to učinkovito uporablja, mislim, je mogoče ena taka fajn slika, tale primer srednjih šol. To je neko poročilo zagovornika načela enakosti iz leta 2022, ki pravi, ker je dobil en pritožbo, da se nekdo ni mogel nekam vpisati, in on ugotovi, naredi en pregled in ugotovi seveda, da ne obstaja pregled tega, kako so slovenske srednje šole dostopne za osebe, ki so fizično ovirane ali drugače tudi mogoče. In potem seveda ugotovi tudi, da Slovenija sploh ni izkoristila sredstev, ki so bile na evropski ravni na razpolago za to, da bi to vrstne objekte, šole, srednje šole, zdravstvene ustanove in to prilagodila. In ugotovi, kot vidite, 26% srednjih šol ima zagotovljene pogoje, ostale nimajo. Kaj to pomeni? To pomeni, a veste, če ni pogojev, se otroci niti ne odločijo za vpis. Nekdo, ki je do srednje šole od malega oviran in na invalidskem vozičku, se že zaveda tega, kakšna pot ga čaka, če je on ta, zaradi katerega bodo šolo prilagodili in ustvarjali možnosti, da bo hodil v šolo neovirano. To niso lahke zgodbe in otroci oziroma družine njihove se temu izogibajo. To nima samo tega vpliva, da ti stopaš na to pot, ampak tudi vpliva na to, da seveda nekateri pač pol ne grejo na srednjo šolo ali pa ne grejo na izbrano srednjo šolo sploh ne. In kar je še posebej pomemben v šolskem okolju, ne samo srednješolskem, je to, da to ne prizadeva samo teh otrok.
In to ne prizadeva samo njihovih družin in spremljevalcev, ampak vse tiste, o katerih smo prej govorili, ki so tudi potencialno v nekih ranljivih, drugačnih, ne fizično 100% zdravih in polno, bom rekla, sposobnih uporabljati prostor. To so lahko starši, nebroj intervjujev smo imeli, naprimer, ko smo delali s šolami, kjer naprimer, je eden od staršev invalid in celo osnovno šolo ne more na eno proslavo, na en roditeljski sestanek, ker pač osnovna šola ni dostopna. Na to, kar ne pomislimo. Da ne govorimo o starih starših, kot tudi veste, kako radi spremljajo otroke, ki rastejo, vrstnikih, ki pač, ne vem, eden je zdrav, eden ima težave in tako naprej. Tako da, v bistvu, to so velike zgodbe in ta primer se mi zdi tako dober, da vidimo, kako daleč smo še pri tem, kaj nam uspeva in kaj nam ne. Drug tak primer je otroško igrišče. To je pa nekaj, kar ste mogoče že slišali, to imajo pa zelo radi pri nas, ker tukaj pa zelo hitro kupite eno igralo, prilagojeno za otroke s posebnimi potrebami in potem imate tako tisto kljukico ali semafor ali karkoli se dela, in pokažete, da vi dobro mislite in da mislite na otroke, ki potrebujejo v resnici prilagojeno okolje. Dejstvo je, da če se temu približate, če greste v razgovore s starši in s temi otroci, boste ugotovili podobno, kot ugotovite pri zdravih otrocih. Otrokom so manj kot igrala pomembni drugi otroci. Otrokom je pomembno, da jih sploh pripeljejo na otroško igrišče in da se jih tam ti otroci, ki so tam, ne bojijo. Da sploh pride do neke interakcije, da se sploh igrajo. Otroci skratka ne rabijo teh igral, rabijo okolje, ki jih sprejema. Zato, da bi sploh prišli tja, rabijo parkirno mesto blizu otroškega igrišča, stranišče, ker so pogosto odvisni od stranišča, bolj pogosto kot zdravi otroci, ali pa so tudi spremljani od koga, ki je bolj odvisen od stranišča, kot so na primer zdravi mladi starši. In potem seveda dobre tlakovane površine, da se približajo igralnemu prostoru. Tam ne rabijo biti vse površine tlakovane, ker se dostikrat tudi v teh, bom rekla, sproščenih okoljih igralnih ti otroci grejo ven iz vozičkov in se po rokah premikajo in plazijo. Dobre označenosti in pa pač tudi neka ustrezna uporabna vrednost, ki pa ni odvisna res od igrala. Ampak tako, to je tak dober primer, majhen primer. Tega je veliko, na to boste hitro naleteli in na to se je dobro pač tako z neko zadržanostjo odzvati. To je super, da se to tudi dogaja, to si želimo, ampak v resnici je pa, ne vem, koliko ste pač si dobri, blizu z invalidi, največja stvar je premagati to, če nimaš teh težav, ta stik vzpostaviti in se navaditi, kolikor toliko normalno obnašati v odnosu do njih, da se oni počutijo dobro. Za njih je najhujše to, ta pomiljujoč pogled, to, da se nam oni smilijo že tako, da z našega videza to preberejo. Tako da, in to se da seveda rešiti zelo preprosto, če je ta stik intenziven, če se velikokrat srečamo, v različnih situacijah srečamo, v različnih vlogah srečamo, je potem to lažje. Če je učiteljica na invalidskem vozičku, če en sošolc pride, ki je drugačen, to vse pomaga. Skratka, praksa, tako kot vedno, vaja, dela mojstra. Kakšne so značilnosti prostora, ki je prilagojen za univerzalno rabo, pravzaprav ni toliko po mojem pomembno govoriti, kot to, da je res pomembna ta poanta, da se pravi, eno je tehnika, to arhitekti morajo znati in vejo in je jasno, ampak drugo je pa ta raba prostora brez zadrege in brez konfliktov in pomoči drugih. Ta svobodna raba prostora. In ne bom zdaj tle pač brala tega, ampak bom raje dala tole sliko sem, ker je to slika, ki je sicer mi je žal iz ameriškega okolja, ampak to je slika enega tazga prostora, javnega prostora vhoda v eno univerzo, kar v Ameriki pomeni, da je nekdo to pregledal, ki dela za državno službo, ki skrbi za dostopnost. V Washingtonu je pisarna, kjer pač vsi moji kolegi krajinski arhitekti iz cele Amerike, vse iz katerega Teksasa, iz katerega Bostona so, morajo pošiljati tja projekte, ki jih delajo za javne inštitucije. Se pravi, če bo javni prostor, je tam en think tank, ki to pogleda in v 70 primerih je to kljukica, v 20 primerih je ena intervencija, v 10 primerih se pa človek usede na prevoz in pride v Boston in potem se detajli toliko časa pilijo, da je to lepo, uporabno in da ni stranski vhod. Cilj je glavni vhod, skupaj z vsemi ostalimi. Mešana raba je cilj. Ne to, da imajo oni stranski vhod
Ne vem, če ste kdaj koga spremljali pri stranskem vhodu v kakšno inštitucijo, to je zelo težko. Ne? To je za ljudi zelo težko. Ljudje so nesrečni, ki sedijo na invalidskem vozičku na koncu vrste v gledališču, ljudje so nesrečni, ki jih pri stranskem vhodu v muzej spustijo. To so res take sitne situacije, tega nočeš velikrat doživeti. Lažje je mogoče, če si zmlada, zrasteš v to, pa se nekako navadiš, težji je starejšim, to je treba priznati, ker se pač nove stvari se težje navadijo tudi, ampak to je ena taka stvar, ki jo je treba tudi imeti v mislih ali pa jo hočemo imeti v mislih in se zavedati. Zdaj, ta zgodba, zakaj javni prostor, zakaj ne bi javni prostor in dostopnost nekako povezali, tukaj je pa po mojem pač treba povedati, da je javni prostor v resnici socialna infrastruktura vsakega naselja. Tako kot komunalna infrastruktura, tako kot cesta ali pa kanalizacija, je javni prostor socialna infrastruktura. Arhetip javnega prostora je trg, takoj zatem je javni park. To so institucije, v katerih se skupnost v resnici povezuje, opazuje, spoznava, uči skupnega jezika, uči skupaj živeti in postaja skupnost. Brez javnega prostora ni skupnosti. So samo individuumi po posameznih objektih s posameznimi deli in nalogi, javni prostor je pa ta, kjer se mi srečamo in spoznamo. Javni park, na primer, kot ena taka mogoče manj znana, ta socialno-okoljska infrastruktura je povezan z razvojem industrijskega mesta in se pojavil zato, da kompenzira dva problema industrijskega mesta. Nemogoče slabe delovne pogoje, ki škodijo zdravju, in nemogoče slabe pogoje življenja v mestih za te iste delavce. V javnem parku je sonce, je svetloba, je vegetacija, so drevesa, so rastline, je ves ta pozitivni zdravstveni učinek, plus so drugi ljudje, preko katerih se po mnenju takratnih inženirjev socialne infrastrukture ljudje spoznajo, naučijo jezika, kako v mestu živeti, naučijo, kje se kaj dobi, kako se kaj zrihta, kam se da otroke, kje se pusti bolanga človeka, kje se onega poškodovanga odstavi in tako naprej. Vse to se zve v javnem prostoru v resnici. Tako da zato je ta fenomen javnega prostora, si nekdo želel, da danes malo v tej luči dostopnosti predstavimo in v resnici imamo večkrat kot trg ali pa park seveda v mislih ulico in cesto, ki sta seveda eminentna javna prostora in nekako pripeljeta do vsakega doma in do vsake hiše, pa vendar. Svetovna zdravstvena organizacija reče, vsak bi moral imeti od svojega doma 300 metrov peš, javno zeleno površino, ki bi bila uporabna za to, da se rekreira in regenerira. To je priporočilo. A to dosegamo ali ne, s tem se trenutno kar precej ukvarjamo. Pandemija covida je zelo dvignila ta zdravstveni, socialni pomen zelenih površin in podnebne spremembe so dodatno dale težo temu, kakšne so zelene površine, kakšen je javni prostor. Skoraj prepričana sem, da je vsaj kdo od vas slišal ali pa celo videl, kaj se dogaja v najbolj naprednih mestih, na primer v Parizu, kjer zdaj zgodovinske trge, ki so bili stoletja prazni, brez vegetacije, ozelenjujejo zato, da bi postali bolj vzdržni življenjski prostori in zdravi in varni, hkrati. Tako da javni prostor dobiva eno vedno večjo težo, spet kar naenkrat smo v enem času, ko dobiva veliko težo. Veliko problemov posameznika se kompenzira lahko v javnem prostoru. Dobro osenčen javni prostor, dobro ozelenjen, hkrati pa seveda dostopne javne institucionalne zgradbe, od šol, vrtcev, knjižnic, gledališč, če hočete, kulturnih domov, ki lahko vklopijo svoje hladilne naprave, pohladijo poleti v teh hudih vročinah prebivalce ali pa kompenzirajo druge probleme, tudi energetske, če hočete. Pogrejete to, skuhate tukaj, naredite menzo, imate več ljudi preskrbljenih, za večjo varnost poskrbite, kot če jih imate atomizirane, a ne vse naokrog in ne veste čisto dobro, kaj se z njimi dogaja in se vam dogajajo velike težave. Tako da to so zdaj kar enkrat ne samo ta javni prostor od zunaj, se pravi odprt prostor, ampak tudi javne zgradbe. In ta fenomen bližine, vprašanje tega, koliko blizu je kaj, se hitro prenese in je tudi v bistvu tradicionalno urbanistično merilo tudi za načrtovanje, če hočete, šol, knjižnic, kulturnih ustanov in tudi postaj javnega potniškega prometa. Kar iz tega potem pridemo
na ta koncept mesta kratkih razdalj, o katerem se zdaj toliko veliko govori, ki je tako podnebno, ogljično, ne vem kako napredno, ker seveda omogoča življenje, polnovredno življenje, se pravi lahko stanujemo, lahko se družimo, lahko hodimo v šolo, vse vsakdanje stvari, trgovina, knjižnica, ne vem še kakšen kino ali pa kaj lahko doživimo na peš ali pa s pomočjo avtobusa. To so zdaj stvari, ki so se nekako tako počasi zgodovinsko sestavljale in zdaj smo v enem takem posebnem času, ko se sestavljajo, bom rekla, različne potrebe družbe v ene vzorce, ki pa so pravzaprav stari. Koncept soseske, o katerem tudi vem, da kdaj preberete kaj, je v bistvu star koncept. On je iz preloma prejšnjega stoletja in govori točno o tem, da v bistvu sosesko tvori toliko pa toliko ljudi, to so ljudje, katerih otroci pripadajo eni osnovni šoli in katerih otroci živijo v tej soseski z enim javnim parkom, na peš razdalji do šole, brez tranzitnega prometa, z javnim prometom na obodu soseske, tudi z nekimi kulturnimi inštitucijami. In te soseske imajo ta standard 10 minut, se pravi ta koncept, ki je tako metodološko teoretičen, kako se pa to realizira v praksi, so pa potem druge stvari. Ampak tudi tukaj imamo že vse, imamo šolo, imamo se pravi neko parkovno površino in imamo ta javni promet in mislimo na tega najbolj ranljivega prebivalca nekega sosedstva. Se pravi na otroka, ki mu želimo omogočiti čim prej samostojno to vsakdanjo hojo od doma. Sprav, ko zraste iz tega ozkega družinskega okolja, ko mora iti se ali varvati ali pa učiti, je še vedno lahko v tem okolju in tudi samostojen zelo hiter. In ko smo zdaj na teh 10-15 minutah, smo tukaj zdaj na hoji, kot na eni praksi prometni, ki je tako tudi podobno, kot še kakšna druga stvar, ki je zelo pomembna, pa zelo evidentna, zelo zapostavljena, tako v prometni politiki, kot v urejanju prostora. Tako nekaj vsakdanjega in tako nekaj logičnega in tako vsi to počnemo, skratka, če ne drugega, vsaj od vrat do svojega avta in pa naslednjič spet od parkirišča do stavbe, hodimo peš in vendar nas pravzaprav ne zanima veliko oziroma nam nobeden kaj dosti ne razlaga o tem, kako udobna je ta peš hoja. Včasih je super, nekateri pločniki so široki, prostorni, krasni, na njih se vse sorte dogajati, enkrat je tržnica, drugič so nova drevesa, nekateri prostori so pa taki, kateri na slikah. Pa kakšni so še hujši, tako da imajo javne svetilke na sredini, pa so tako ozki, da ne moreš ne levo, ne desno, pa moraš stopati na cesto, pa tako sigurno vse te situacije poznate. Tudi zato obstajajo pravila, predpisi, zakoni in tudi tukaj pač je to, ta šibek uporabnik tokrat je kar pešec, in to lahko zdrav pešec. In tukaj pač bom kar direkt rekla, to zato, ker pač večina pešcev pač ni odraslih, vitalnih moških, ki imajo velike in pomembne položaje, kjer bi lahko vplivali na to, kakšne imamo mi pločnike in kako udobno hodimo, ampak so to ženske, otroci, mladi, starejši ljudje, ki živijo s takimi in drugačnimi težavami, ne pa najbolj vitalen del populacije. To se pač zelo dobro vidi v prometni politiki, v urejanju prometa, če hočete, in v strukturi pešcev v prostoru. Kako pomemben je otrok v tej zgodbi in kako on navezuje na dostopnost, kot ta nek predstavnik ranljivih skupin, dobro odslikuje ta koncept otrokom prijaznega mesta, ki je koncept Združenih narodov, ki govori o tem, da v bistvu otrokove pravice naj bi zagotavljale otroku po eni strani spoštovanje in upoštevanje vseh njegovih potreb v urejanju in delovanju prostora, in tudi nekako vodile pravzaprav preobrazbo mest v smislu tega, da postanejo dovolj ali pa bolj humana in prijazna za življenje vseh. Tako da je to eno tako vodilo, kdor je pač se odloči, lahko sistem zelo lepo pomaga. Tukaj so krasna navodila, kako v bistvu usposobiti vse lokalne institucije, javne in zasebne, če hočete od avtobusnega prevoza do šolskega hišnika, zato da pač pomagajo otrokom živeti in s tem, ko pomagajo otrokom živeti, tudi seveda pomagajo živeti njihovim družinam in vsem ostalim, ki so v podobnih situacijah kot otroci. In teh pravzaprav ni prav malo. In tukaj smo zdaj pa pri šolah in tem, da pravzaprav šole kot neko to
idealno vozlišče, kjer se srečajo interesi otroka na vse možne načine, z vseh možnih dimenzij na lokalni ravni. So en tak zelo dobro izhodišče za to, da se pogovarjamo o tem, kako načrtovati pravzaprav, če hočete, vključujoče, zdravo okolje in kako poskrbeti za vse tiste, ki so sicer preslišani. Ne? In zelo dobre so zato, ker lahko zelo učinkovito s tem, ko jih vključimo v te procese, nekaj dobrega naredimo takoj za šolarje in za zaposlene na šoli, za lokalno okolje, ki je povezano, naprimer vsaj s to šolsko potjo glavno, pa tudi za druge prebivalce. Ne? Mi smo ugotovili, da je pravzaprav šola eno tako idealno vozlišče in da brez izkoriščanja šolskega polja, brez tega, da nalagamo učiteljem dodatno delo ali pa da na njih prelagamo neke obveznosti, ki bi jih morala družba oddelati, lahko samo s pomočjo tega, če se zakadimo v načrt šolskih poti in če v to vključimo starše, otroke, učitelje in občino, pride do velikih in kar zanimivih sprememb. To delamo v okviru enega programa, ki se kliče Aktivno šolo in zdravo mesto in ga podpira Ministrstvo za zdravje in to delamo že od leta 2015. V programu delamo 3 stvari. Po eni strani podpiramo otroke, ki hodijo na začetku, ko se začnejo hoditi v šolo s pešbusom in z bicivlakom v šolo. Potem razvijamo metode in procese načrtovanja zdravega bivalnega okolja, hkrati pa se v bistvu veliko ukvarjamo s temi šolskimi potmi in te šolske poti probamo izkoriščati za to, da lokalne skupnosti začnejo govoriti o urejanju prometa in o urejanju dobrih pogojev za hojo za vse. In tukaj je, se mi zdi, tako mogoče najbolj taka zanimiva stvar to, da pravzaprav smo mi vse to, kar počnemo v tem projektu, zlezli s pomočjo tega, da smo se pogovarjali z otroci. Priznam, ni mi neroden, da smo imeli zelo naivno idejo in smo rekli, pa kaj se včasih smo vsi peš hodili, pa se te šole še vse obstajajo, zakaj pa otroci ne hodijo peš? Dajmo mi pač narediti eno promocijo, pa neko aplikacijo, pa bojo otroci malo tekmovali, pa se števali te kilometre, pa bojo spet začeli hoditi v šolo. Jok, brate, odpade. Najprej so nas šole in otroci skupaj v nekih takih finih pogovorih naučile, da v bistvu to nima nobene veze z otroci, ampak ima vse skupaj vezo starši, ki jih je strahotno strah za njihove otroke. Zdaj, tukaj se lahko spakujemo, ampak tako je in vsak, ki ima otroke, ve, da ga je res strah za otroka, kakorkoli to obračamo. In smo rekli, prav, no, ampak dobro, pa mi bi vse en ta app, pa tako, pa smo imeli neke pogovore z otroci, kjer so otroci rekli, da ne, da oni nočejo imeti telefonov. Ampak so rekli, da so jim naprimer ful všeč nalepke, pa da so jim ful všeč štampilke in smo naredili za te naše pešbuse in bicivlake te vozne karte, tedenske in mesečne vozne karte, v katere otroci zbirajo te žige, ko pripotujejo, tja dobijo žig in za vsakih tok pa tok dobijo nalepko in pol dobijo še, ne vem, svetlečo nalepko na koncu in skratka. To je za otroke povsem dovolj. Ene občine dajo otrokom na koncu tega obdobja, ko hodijo peš, nagrade. Otroci v resnici tega ne pričakujejo. Otroci se imajo tako neskončno fajn, ko hodijo peš v šolo skupaj s podporo staršev, učiteljev velikrat, da pravzaprav nič ne pričakujejo. Njim je pač to všeč, da tudi druge to veseli, ampak njih to res veseli. Mi nimamo ene slabe zgodbe. Tudi otroci, ki imajo tendenco, da zaspijo ali pa so prepozni, hitro ugotovijo, da jih pač ta pešbus ali pa bicivlak ne bo počakal in se dosti hitro zresetirajo, ker jim je to tako všeč. In imate šole, na katerih hodijo enkrat na teden otroci peš in hodijo tudi davno po 3. razredu, še v 5., po 6., po 7., ker je tako fajn in se imajo tako radi in so zdaj itak že prijatelji in ker hodijo skupaj po tej trasi in pomagajo oni učiteljci, ki spremlja. Imamo šolo, ki ima pešbus, bicivlak in še skirobus zdaj po novem, ker so otroci rekli, da bi imeli skirobus. Imamo šolo, kjer so vsi jamrali, koliko so težke torbe, pa so polen voziček zmontirali, pa zdaj vse torbe naložijo na voziček, pa je glavni štos, kako se ta voziček pretraga do šole, sploh noben več ne ve, da pol ure hodijo. Tako da, in seveda imamo vse te silne otroke, ki se jih zjutraj pripeljejo v šolo in grejo domov peš. Ker ta zgodba, koliko nas je strah in koliko jih je treba pripeljati, je v resnici tako povezana z nami, da to se dogaja samo zjutraj. Glavnina teh prevozov se dogaja zjutraj. Odhod iz šole je čisto druga slika. Tako, taka zanimiva stvar. In načrt šolskih poti je tudi ena takih
odkritij tega zgodnjega začetka sodelovanja s šolami, smo mi ugotovili, da šole morajo imeti načrt šolskih poti, da ga nikjer ne vidimo in da ne vemo, kaj v njem je. Da ne moramo preprosto to odkriti. In potem, ko smo odkrili, smo ugotovili, da so to načrti, ki pač po naših kriterijih, ker smo projektanti in načrtovalci, pač niso načrti. So neke trase, kjer se pač pove, kje je nevaren prehod, kje je nek nevaren ovink, kje nekaj manjka, en prehod. In potem je polno noter tudi napotkov v teh knjižicah, ki jih šole izdelajo, kako se morajo otroci varno obnašati v prometu, da ne bodo kakšne nesreče imeli. Nič ne piše, kako ne se obnašajo tisti, ki vozijo avte, pa ki jih ogrožajo. Tako res so zanimivi te dokumenti. In mi smo pa takrat s pomočjo enega kolega, ki je takle mojster za, bom rekla, reklame v resnici, rekli, dajmo mi ta načrt šolskih poti narediti viden, dajmo ga izpostaviti, dajmo povedati več o tej šolski poti in dajmo ga na steno. In na steni, zdaj, če imaš tak načrt šolskih poti, visi šola z narisanimi razdaljami, peš razdaljami in naš prvi poskus je takle v prazno, ne narišemo, kje so otroci doma, ampak dovolimo, da vsak sebe najde in ugotovi, koliko blizu šole je doma. In potem potem ni več to, pejte vi vsi peš, ampak tisti, ki pač ste dovolj blizu, tle se najdete. Te načrti so fajn, zato ker tako združijo vse različne ukrepe, postaje šolskega avtobusa, trase pešbusa in bici vlaka in otroci so tudi predlagali, da nujno te lokacije, kjer jih bodo starši odlagali, te poljubi in odpelji, zato ker je pred šolo, konkretno na tej šoli tle na Bledu, prevelika gužva, točno tam, ko grejo oni peš v šolo. In jim to res ni bilo všeč in so nam to dali vedeti in potem smo tudi takrat testno postavili dve take oziroma uredili skupaj z občino dve take postaje. Otroci so tudi povedali, da jih zelo moti, da učitelji čisto pred vhodom parkirajo, tam, kjer grejo oni peš noter. In šole, ki smo jih zdaj v zadnjih 15 letih kar veliko videli, številne šole imajo to tako, da se čisto pred vrata nekaj učiteljev pripelje. Večina se pripelje nekam drugam, ampak kar nekaj, z ravnateljico pa še kakšen zraven, se pa pripelje čisto pred vrata in to med temi otroci povijugajo, ki pridejo zjutraj v šolo. Tako da to vprašanje, kdo gre lahko v šolo in peš in koga zdaj tle pomatrati in koga tle spodbuditi, da bi šli otroci peš, smo pol sklenili, da je treba očitno bolj resno zagrabiti in smo naredili dve stvari. Po eni strani smo probali staršem dati, kakor občinam predlagati, da ob opisu dajo staršem en letak, predlagajo opisu čim bližino šolo in predlagajo, da si v prvem letu vzamejo čas, zato da pomagajo otrokom, da se navadijo iti sami. Imate občine in šole, na katerih staršem ne pride na misel, da bi več kot dvakrat peljali svojega otroka v šolo. To preložijo na starejše sorojence ali pa otroke naučijo, pa jih obesijo starejšim otrokom od prijateljev. V glavnem, v enih občinah to ni problem in otroci hodijo v šolo in so veseli in se imajo fino. V enih občinah je to strahovit problem in otroci niti čez cesto ne smejo sami, tudi pol, ko so že pravzaprav ne samo končali prvi razred, ampak so že kar zreli in zelo, bom rekla, suvereni v svojem tem ožjem bivalnem okolju. To so zelo različne slike. Druga stvar, pa je pa ta zgodba o načrtu šolskih poti, kjer pa smo zdaj to nekako dvignili in občine, s katerimi delamo, tam naredimo tudi en tak umestni korak, pokažemo na zemljevid, popikamo lokacije vpisanih otrok. Ne ukvarjamo se nič z ničemer drugim, samo te točke damo na zemljevid, zato da to kohorto lahko zmerimo in da lahko vidimo, kakšni so ti razkoraki. In ti razkoraki so kar taki resni. Naprimer, tlele smo bili v Luciji in v Luciji, tlele, ko imate to sliko, je 20% otrok toliko blizu šole doma, da bi bilo logično, da grejo peš. Logično. Pa ne grejo. To je taka zanimiva situacija. Pol smo šli naprej in smo rekli, dobro je, kako vi pridete v šolo in kako bi radi prišli v šolo. In zdaj zbiramo ponovim tudi ta podatek in smo seveda ugotovili tole, kar vidite, da jih velik delež se pripelje in da bi jih seveda neskončno velik delež rad prišel s kolesom.
To so zelo resna sporočila, ne? To vsi poznate. Sigurno tisti, ki imate kakšne stike s tem kolesarskim izpitom, veste, kako naraste to, ne, ta strast, da bi se s kolesom v šolo peljali, naučijo se, dobijo samozavest in pol ni te možnosti, ne, da bi to razvijali in da bi se pravzaprav ta veščina utrdila in da bi postali oni kolesarji. Ne? Oni grejo pol kasneje v srednji šoli, če imamo srečo, na to poče enkrat. Nimamo nujno sreče, ker mi zdaj delamo to povpraševanje, kako hodite v šolo in kako bi radi hodili v šolo na nacionalni ravni. In lahko vam povem eno žalostno stvar, da ko ponoviš ta vprašanja v vseh razredih, se to zalomi. Po 5., 6. razredu se ta strast, ta volja otrok, da bi šli peš zalomi in gre krivulja dol. Se pravi, otroci, ki grejo čez to otroško znesenost in potem še ta kolesarski izpit, potem pa pač začnejo dobivati občutek za to, da je mogoče to za avtom čist fajn. Da je to udobje, pa dober avto, pa se malo pokazati, pa to nismo tega raziskovali, veliko razlogov je, ampak to nas zelo skrbi in to nam je zelo žal, ker pač, če bi ujeli ta zagonski val, bi imeli seveda lahko drugačno sliko, drugačne navade, bi se ugradile otroke in kar je res pomembno je tudi to, da otroci na cesti pač spremenijo tudi vedenje šoferjev. Res je, da če se z otroci pogovarjamo, zelo pritožijo, kako šoferji nič ne dajo na njih in kako so pravzaprav zoprni, ampak otrok kolesar, otrok pešec na cesti, skupina otrok peš busa in to, vse to pa kar vpliva dobro na to klimo in če se začne še z občine govoriti o znižanju hitrosti in o pomenu tega, da pazimo drug na drugega in o tem, da so kolesarji tudi kakšni starejši in drugi ljudje, ki potrebujejo pač malo pozornosti v naših krajih, kjer ne moramo, to vam garantiram, preveč smo jih pregledali, zagotoviti grajene infrastrukture za ločene vozne pasove. Ne moramo. Če bomo hoteli to doseči, potem se lahko odpovemo hoji in kolesarjenju. Pri čemer govorimo o majhnih krajih, kjer je življenje na nogah brez avta idealno in možno in produktivno in vse dobite, pošto, občino, zdravnika, šolo, knjižnico, pokopališče. Samo res je težek tovorni promet skozi kraj in hiše so tako blizu skupaj, da ni prostora za pločnik. In je edina rešitev znižanje hitrosti, zaradi mene vijoličasto pobarvane ceste ali pa oranžno ali pa mavrično, kar bo pomagalo za to, da se zavedamo, da so tudi pešci na cesti. Ampak tako, to so te slike, ki jih mi iz sodelovanja s šolami dobimo in naši največji in najboljši sodelavci pri tem so res otroci. In zdaj o tem sodelovanju z otroci, tukaj sem pač, vse vem, jih poznate, pa jih imate v šolah, pa v razredih, mi smo res navdušeni, ker jih to res zanima delati, ker se res izkažejo in res odpirajo oči. Preprosto oni drugače čutijo in okolje, in promet, in druge ljudi v prostoru kot mi. Po eni strani mi prostorski načrtovalci smo mogoče na eno stran malo slepi in gluhi, ker imamo neko svoje znanje, pa nas to malo manj zanima, kaj oni povejo. Kdo drug pa na drug način, ampak res otroci naredijo velike premike. Otroci so nas tako, kot to v zvezi z načrti, naučili tudi to, da naprimer je res nevaren parkirni prostor. Vsak večji parkirni prostor, ki ni samo linija avtomobilov, je za njih nevaren. Zato, ker oni nimajo pojma, kam bojo ti avti šli naprej, nazaj in imajo očiten občutek, da jih slabo vidi šofer. Da je šofer toliko stran od njih, da ni vidnega kontakta in jih je tega naprimer strah. To je bila, se spomnim, ko smo se tega naučili, tako ena taka velika stvar in seveda, kar naenkrat potem začneš gledati v tla in ugotoviš, da praktično nobeno naše parkirišče nima narisanih poti za pešca. Vsi poznate to, ko hodite po svetu. Na turističnih krajih imate mamo z otrokom ali pa očeta z otrokom, zato, da vidiš, ko stopiš z avta, kje je zdaj ta špura, ki je varna. Vsi gremo križem kraž, ampak imaš pa tudi to možnost, če pride do unga, da kar tako vozijo, pa lahko greš tam in tam pa si nekako tam, kamor spadaš. Tako da zelo, zelo fajn. In predvsem radi delajo izven razreda in radi se pogovarjajo in ljudje se jim odprejo in jim povejo stvari, ki jih vam ne bodo povedali. O tem, kako se drugi ljudje počutijo v prometu, v javnem prostoru, kaj jim je dobro, kaj jim je slabo, kaj jim manjka. Zelo, zelo zanimive in dobre izkušnje imamo s tem.
kot rečeno, nove zgodbe in tako v zvezi s prometom kot z varnostjo, ne. In ta, bom rekla, opozorila, ki niso bila tako enkratna, ampak res od vse povsod, da smo vozniki nestrpni do otrok na cestah, to se nas je, moram reči, kar precej dotaknilo in s tem se pač kar nekaj ukvarjamo, no. Zdaj, sočasno, ko se z otroci pogovarjamo o tem, kako se počutijo v prometu, mi na primer v našem tem projektu Zdravo mesto in aktivno šolo delamo tudi to, da se ukvarjamo posebej z univerzalno dostopnostjo. Se pravi, posebej se posvetimo invalidnim osebam, vedno naredimo tak sprehod, tako kot z otroci naredimo tudi z osebami na invalidskih vozičkih sprehod in poglobljen intervju. Tako da dobimo dobro sliko o tem, kakšne so osebne izkušnje, da dobimo sliko o organiziranosti, povsod, kjer so ljudje, ki imajo take in drugačne težave pri ali gibanju ali rabi prostora povezani v neka društva, pa povezani tudi z občino, so situacije dosti hitro rešljive in tudi boljše rešljive in tudi dobro rešene. Ne, hitro pride od tega pogovora, kako javni prostor, pa pol stavbe z javnimi programi, pa tudi javni promet postane uporaben za te ljudi bistveno bolj. Kjer pa do tega ne pride in to se hitro zgodi, ker je socialna izoliranost ena od značilnosti te populacije, je pa v bistvu treba pač en dodaten napor vložiti v to, da nekako po eni strani najdemo tisto osebo, ki je pripravljena nam malo razkriti to sliko. Tudi tukaj smo na primer imeli super izkušnje, da so šli otroci na primer na sprehod s sošolko, ki je na vozičku in so tako odčitali prve stvari in smo imeli pol na primer temeljno analizo tako narejeno, potem so pa na pogovor prišli še drugi odrasli, pa so se še oni priključili s svojimi opažanji. Ampak ja, no, in tukaj seveda spremljamo vse te kombinacije oviranosti in skušamo vse domačo, bom rekla, pamet in znanje nekako sestavljati, da bi bili čim bolj učinkoviti, tako kar pri branju težav, kot pol tudi pri iskanju rešitev. In na tak način delamo tudi z drugimi akterji v prometu in urejanju prostora in na koncu nastane preko tega skupnostnega pristopa ta načrt, lokalni načrt hodljivosti, ki je pravzaprav en tak zelo kompleksen načrt in kot rečeno manj govori o infrastrukturi, ampak manj in jo manj izpostavlja, ampak veliko govori o prometnih režimih, o kulturi vožnje in o tem, kaj se da hitro narediti pravzaprav z enimi majhnimi ukrepi in izboljšati razmere za to, da bo več ljudem, ki so zdaj prikrajšani ali pa manj slišani in videni, bolje. Zdaj, ja, no, tak načrt, zdaj tle je pač samo en segment in kar je res fajn je to, no, da v resnici pokaže te oddaljenosti tudi za druge dejavnosti in da v resnici vedno govori tudi o javnem potniškem prometu. Ne. Vsi veste, da se v Sloveniji ogromno o tem pogovarjamo in da preden boste sploh razvili vaše pričakovanje, vam bodo že povedali, da to ne gre, ker smo tako razseljeni, pa to je nemogoče, ampak razseljena je tudi Italija, pa tudi Avstrija, pa tudi Švica, pa še marsikdo, pa vsi najdevajo neke načine. Sej to ne pomeni, da ker rečemo javni potniški promet, je to vedno dvojni avtobus. To so različna prevozna sredstva, s katerimi lahko racionaliziramo prevoze in smo zato bolj učinkoviti v potovanju na večje razdalje. Zdaj, kaj je zdaj ta zgodba z dostopnostjo in z javnim prostorom ali pa z urejanjem prostora, kje se to sreča za nas? V tem našem programu predvsem to, no, da je v bistvu sestop iz te vloge nekoga, ki zna in ve vse o načrtovanju prometa in prostora, bil ključen za to, da smo prišli do čist novih spoznanj in tudi, da smo v resnici pomagali občinam postaviti ene strukture, ki so neka nadgradnja tega, kako danes delajo. Da najprej občini rečemo, da mora ljudi, ki so odgovorni za javni prostor, pa za promet, pa za investicije v javni prostor, pa za šole, pa za kulturo, sestaviti eno delovno skupino, da se med sabo slišijo. Že to, naprimer, včasih, da samo pristojni za pot v šolo iz različnih šol v eni občini skupaj sedejo, pa si kaj povejo, naredi lahko skakovite spremembe. Ker eden reče, veš, mi smo se pa to zmenili, pa imamo zdaj to tako rešen, pa reče, kako ste se to zmenili? Ja, smo se, ne? Ta se je uspel v svojem šolskem okolišu to zmeniti s tistimi starši, s tisto neko situacijo, ki jo je imel in zdaj lahko temu pomaga. In to so taki majhni skoki, ki se ne zgodijo, ker pač imamo vsi toliko drugega svojega dela, da je pač treba z nekimi novimi rutinami, novimi pobudami vstopati v šolsko polje, oziroma to ni šolsko polje, ampak organizacija dela v šoli in pomagati šolam.
Tako da mi v bistvu zelo podpiramo, bom rekla, ta razširjen pristop k reševanju tega in verjamemo, da če uredimo te dobre pogoje, naprimer konkretno za hojo v šolo, lahko mirno rečemo, da smo tudi zelo veliko naredili za te druge prikrajšane populacije. Za starejše, za invalidne, kot rečeno, najbolj slabo vest imamo v zvezi s slaboslišnimi, tukaj smo vsi kratki, tudi v znanju, tudi v rešitvah, rešitve so zahtevne, je pa to velik izziv, no. Tako nevrologi zelo opozarjajo, da se moramo temu posvetiti in bomo še iskali gotovo tudi še v to smer rešitve tudi mi, no. Zdaj, mi smo nekako zato, bom rekla, vključevanje otrok v raziskovanje problematike javnega prostora, ureditev, pa ne samo dostopnosti, ampak tega, kako je uporaben, koliko je varen z vidika tega, kar bi mi radi, naprimer s šolo na prostem delali, kako se ljudje v soseski počutijo, koliko je šola sploh vpeta v soseski. Naredili enkrat en takle priročnik in tudi kar neki šolami to preskusili in v resnici pač vedno, ne glede na starost otrok, ali je bil to en razred, najmlajši, starejši, ugotovili, da pač otroke to res veseli in eni učitelji so res inovativni in vse te neke lokalne geografije, zgodovine in to pa povežejo z nekimi temi sprehodi in mikroraziskovanji, ki so tako zelo fina, no, in naredijo tako več stvari hkrati. Ne, malo šolo opnejo v skupnost, malo otroke v skupnost upenjajo, pa tudi malo dvigajo mogoče animacijo za to, da otroci sodelujejo pri delu v šoli. In tako, no, bi rekla, da ta koncept dostopnosti, če zdaj s tem nekako probam zaključiti, je tako res širok in vseobsegajoč in ne govori enkrat fizično, pa pol slišim, pa vidim, pa to. Po drugi strani, kot rečeno, ne vključujoč in kar univerzalno načrtovanje zdaj rečejo, hkrati pa v bistvu izziv vsakič znova sproti, no? In to res te moji kolegi, ki projektirajo, govorijo res o tem, da se ti zdi, da že vse znaš in si vse predpise upošteval in še vedno pač narediš rešitev, ki ti jo nekdo, ki je specializiran, ki pride ali z društva paraplegikov ali ne vem, v Ameriki so ti specialisti za dostopnost, ne, pač on najde to napako, ne, to, ki je pač ovira, da se to ne bo obneslo, da se bodo ljudje izognili, da bodo morali iti naokrog po stranskih nekih poteh, kar pač ni dobro. In tako da v resnici je to ena taka večna odprta učna ura. S prisilo se verjetno ne da veliko, hkrati pa mislim, da kar se tiče dostopnosti stavb, je pa res tudi preden se začne nove klančine graditi ali pa nove lifte vgrajevati, ogromno stvari, ki niso narejene. Tudi stavbe, ki so dostopne, nimajo označenega dostopa. Tudi stavbe, ki bi lahko samo en lesen podest vrgle na stopnišče od strani, pa dale eno ograjo na steno, pa bi omogočile z invalidom dostop v svoje pritličje, tega nimajo. Tako da zelo veliko malih del je še na razpolago in verjetno bo kakšna taka, bom rekla, kampanjska akcija skoraj nujno potrebna v prihodnosti, sploh glede na to, če pomislimo, da četrtino prebivalcev v to kategorijo že lahko vpišemo. Tu je bila oddaja Grafoskop o kulturno-umetnostni vzgoji. Zasnoval sem jo Klemen Markovčič, tehnično sta jo uredila Sonja Strenar in Urban Grudel. Oddaja je dostopna tudi kot podcast. Produkcija Uredništva za kulturo, avgust 2026.